Zdravo, sem Miha Žmahar in sem coach in obožujem coaching. Obožujem celoten proces, da dobim človeka in pomagam temu človeku prepoznati, kaj je tisto, kar ne funkcionira, kateri vzorec vedenjski, čustveni, miselni in potem postaviti strategijo, kako lahko ta človek pride do situacije, do stanja, do manifestacije, do katere želi. In to je coaching. In danes imam zate coaching vajo. Imam zate coaching vajo, ki je del licenčne coaching šole. To je tečaj, ki ga izvajam, na katerem treniram napredne coache, zato da lahko delajo z ljudmi ali v osebnem coachingu ali pa v poslovnem coachingu. In na tem tečaju drugače učim znanja iz nevroznanosti, pa vedenjske psihologije, uporabne psihologije, čustvene psihologije, poslovni znanosti in še. In res se učimo coachingov, takšnih fajnih, da lahko z njimi delaš na vseh področjih z ljudmi, tam, kjer potrebujejo pomoč. Ne? Ampak zdaj v nadaljevanju imam pa zate coaching vajo, ki je v bistvu del tega programa in sem se odločil, da delim s tabo zaradi tega, ker verjamem, da ti bo zelo pomagala. Pri coachingu se ne gre namreč samo za to, da ti pomagaš drugim ljudem, ampak da znaš pomagati tudi sebi. Tudi svoje coache skozi spodbujam, da delajo zelo močen samo coaching. Zaradi tega, ker verjamem, da če coach dober, zna coachati tudi samega sebe. Ne? In ta vaja ti bo pomagala predvsem takrat, ko ne boš imela v svojem življenju nobenega drugega človeka, ki bi ti lahko pomagal rešiti kakšen izziv ali pa kakšno težavo. Dejstvo je, da se včasih zgodi situacija, v kateri se znajdeš, ko moraš nek odgovor zagotoviti, ko moraš neko stvar rešiti, pa ni nikogar okoli tebe, ki ima to rešitev. In takrat rabiš narediti samo coaching. In v nadaljevanju zdaj poglej en simpatičen video, ki ti bo pomagal naučiti se samo coachinga preko enega fajn samo coaching principa. Še preden pa pogledaš ta video, te naj sem spomnim, da licenčna coaching šola se prične 5. novembra. Poglej si na povezavi ob tem videu več informacij o njej. To je izjemen tečaj, več kot 100 ur se bova družila v živo preko interneta, več kot 300 strani skripte, 50 plus posnetih video vsebin, 30 coaching meditacij, na koncu licenca, s katero lahko delaš coachinga naprej. Zdaj pa začni s samo coachingom najprej in poglej, kaj lahko narediš takrat, ko imaš težavo, pa si sam, pa si sama. Vaja za samo coaching v okviru licenčne coaching šole Notranji starš. A veš, kako tvoje možganje deluje? Tvoje možganje deluje tako, da rabijo informacijo dobiti od nekje takrat, ko imajo izziv. To se pravi, v tvojem življenju nekaj ne funkcionira, imaš neki izziv, imaš neko vprašanje, na katerega rabiš odgovor in tvoje možgani rabijo informacijo, rabijo odgovor. Če oni ne dobijo informacije, postanejo živčni. Ne? In takrat potem ti ne moreš rešiti svojega izziva. Ne? Takrat ti potem energijsko čustveno padeš in izziv ostaja. To se pravi, da rabiš zagotoviti svojim možganom informacijo. Zdaj pa kaj se zgodi, če si sama? Kaj se zgodi, če nimaš nikogar okoli sebe, ki ti lahko da informacijo? Ali obstaja način samo coachinga, da lahko sama sebi odgovoriš, pomagaš, zagotoviti odgovor na vprašanje, rešitev na izziv, ki ga imaš? Definitivno da. In rešitev je, da ti sam sebi oziroma sama sebi postaneš svoj starš. Da znotraj sebe ustvariš notranjega starša. Glej, to je možno zaradi tega, ker je tvoja energija zelo inteligentna. Ti dobivaš informacije na dva načina. Prvi način je zunanji vir informacij na planetu Zemlja, to se pravi, da dobivaš informacije od drugih ljudi, iz medijev, ki se nahajajo zunaj tebe. Drugi vir informacije pa znotraj tebe. Ti lahko dobivaš informacije iz notranjosti, svoje globine, iz svojega notranjega stika z vesoljem. Zdaj pa gledaj, za možgane to vse, njima vse, ki dobivajo informacijo od zunaj ali dobivajo informacijo v bistvu od znotraj. Oni v vsakem primeru dobijo informacijo. In tebi je zelo inteligentna rešitev, če imaš samo izziv, da ustvariš notranjega starša. To pomeni, da ti sama sebi postaneš starš. To se pravi, če si ženska, sama sebi postaneš mama. Ali pa sama sebi postaneš oče, oziroma kaj ti je lažje, ali pa če si moški, sam sebi postaneš oče. To pomeni, da razvijaš alter ego notranjega starša in potem se postaviš v vlogo notranjega starša in ti sama sebe pogledaš iz vidika starša,
otroka. To se pravi, sama sebi si istočasno otrok in istočasno starš. Nastaneta dve verzije tebe, starš, otrok, in začneš notranji dialog. In sama sebi kot starš daš nasvet, rešitev otroku. Ne? In to je ena taka zanimiva vaja, ki ti bom zdaj samo pokazal, kako energijsko poteka. Starš, moja težava je, da me je strah pristopiti puncam. Strah me, da se mi bojo smejale, da me bojo zavrnile, da jim ne bom všeč. Kaj naj naredim? Otrok moj, tvoja naloga je, da si ti. Okay, da pokažeš svetu svojo resnico, da poveš svojih vrednotah ljudem, da izraziš svoje misli, da izraziš svoje občutke. Tvoja naloga ni, da ti ugajaš drugim ljudem. Tvoja naloga je, da si ti to, kar si v osnovi, in da refleksiraš svojo notranjo energijo v zunanji svet. In tistim ljudem, ki bo to všeč, tisti ljudje bodo naravno prišli v tvoje življenje, bodo postali tvoji prijatelji, bodo postali tvoji poslovni partnerji, oziroma bo postala tvoja punca v tem primeru. To se pravi, tista punca, ki je prava zate, je punca, katera te bo sprejela takšnega, kot si ti. Zato se ti ne rabiš obremenjevati, a boš ti njej všeč, ali ti ne boš všeč, zaradi tega, ker pravi osebi boš všeč. Če neka punca pride v tvoje življenje, pa je ne bo všeč tvoj vrednostni sistem, pa je ne bo všeč tvoja naravna energija, pa takšne punce itak nočeš za svojo punco. Kaj boš delal s človekom, s katerim nisi kompatibilen? Se s takim človekom ne boš niti srečen v življenju. Ja, veš, to, da ti ljudem poveš svojo resnico že takoj na začetku in jim pokažeš, kdo si v osnovi, to je ena zelo čudovita naravna varovalka, ki te zavaruje pred napačnimi ljudmi, zato da nimaš potem z napačno žensko družine, da nimaš z napačno žensko odnosa, da se ne preseliš v skupno življenje z napačno žensko in to poskrbiš na tak način. Tako da bod ti, ne obremenjuj se, kaj si drugi ljudje o tebi mislijo, ne obremenjuj se, ali boš ti drugim všeč ali ne, to je njihova naloga. Ti svetu pokaži svoj pravi obraz in pravi ljudje se bodo odzvali na tvoj pravi obraz, ne pravi ljudje bodo pa šli. Tako da, zdaj pa pejt ven in se pogovarjaj s punca v svoji naravni energiji in ta prava punca bo prepoznala tvojo vrednost, bo prepoznala tvoje srce in ta prava punca te bo zagrabila in te nikoli več ne bo spustila, zaradi tega, ker te bo imela rada takšnega, kot si. Evo, sine, uživaj! Zelo pomembno pri tej vaji je, da ti v svoji glavi energijsko, mentalno, čustveno poskušaš čim bolj resno postati starš. To se pravi, da si predstavljaš, kako se tvoje telo razvija v telo starša, kako dobivaš to življenjsko modrost, kako začneš gledati samega sebe oziroma svet okoli sebe čez odrasle oči, ne? Čez oči starša. To se pravi, da se dobesedno neka energijska evolucija zgodi, da se ti kot otrok evoluiraš v starša, v odraslo osebo. Tako da čim bolj si predstavljaj to v glavi, ta proces tebe, kako se spreminjaš iz otroka v starša in kako si starš. Predstavljaj si, kako bi se ti obnašala kot starš. Predstavljaj si, da si oblečena kot starš in potem se ti bo naravno zgodilo, da boš začela dajati nasvete, kot jih dajejo starši.